Pozdravljeni otroci, danes pa vam bom veroučno vsebino pripovedovala na tak način. 17. veroučna vsebina v vašem zvezku nosi naslov Postni čas. Kaj sploh to je in kaj se je zdaj v tem času, ko ste bili na počitnicah, dogodilo? Torek, ko ste bili na počitnicah, je bil pust. Takoj za pustom pa sreda, ki rečemo pepelnična sreda, pepelnica in začetek postnega časa. Ta čas traja 40 dni, veste, in potem bomo praznovali Veliko noč. Na Veliko noč pa praznujemo veselje, da je Jezus vstal od mrtvih, da Jezus živi. Toda prej bomo premišljali, kaj vse se je Jezusu zgodilo. Na pepelnično sredo, če smo prišli v cerkev, nas je duhovnik pokrižal na čelo s pepelom. To se zdi morda zelo čudno, ali nam je na čelo potrosil pepel, ampak preprosto pomeni to, da iz ljubezni do Jezusa hočemo narediti nekaj boljšega, da se hočemo v kakšni stvari tudi poboljšati. Jaz mislim, da če dobro premislimo, ima vsak kakšno stvar, ko se mora poboljšati. Mogoče je kdo preveč poreden, pa bi zdaj v tem postnem času iz ljubezni do Jezusa postal bolj priden. Mogoče je kdo preveč jezikav, pa mogoče ne v Boga preveč staršev, pa lahko rečeš, zdaj v postnem času se bom poboljšal, bolj bom ubogal. Ali mogoče kdo noče pospravljati, pa boš rekel, v postnem času iz ljubezni do Jezusa bom bolj priden, se bom potrudil, bom pospravljal ali naredil kakršnokoli dobro delo. No, tako te vabi tudi ta veroučna vsebina, ko boš otroku na čelo narisal križ, boš s tem tudi sam pokazal, da se želiš poboljšati. Jaz imam pa tukaj seveda Jezusa na križu. To križ večkrat vidimo, pa ste me že spraševali, kaj so mu storili, kaj se je zgodilo, zakaj je Jezus na križu. Žal moram povedati, da vsi ljudje niso dobri in nekateri so mu želeli zelo slabo, nekateri ga niso marali, nekateri ga niso imeli radi, niso mu priznali, da je Božji sin, zato so se ga preprosto hoteli znebiti. Poglejte, te trnove vejice, to so bodice, zelo bodejo, če dobro pogledamo, te bodice, kdo si upa sploh to prijeti. Ljudje so pa hudobni, ljudje so pa iz teh vej naredili trnjevo krono in jo Jezusu dali na glavo, da ga je pikalo, da ga je bolelo, da mu je tekla kri. In tako je Jezus moral nesti težek križ in dovolil je, da so ga na križ pribili in da je umrl. Saj sem vam že povedala, kaj bomo praznovali na Veliko noč. Ker je Božji sin, se seveda s smrtjo na križu ni vse končalo. No, da vse to premišljujemo, skupaj z Jezusom smo, sočustvujemo z Jezusom. Ni nam vseeno, da so Jezusu tako hudo storili. Zato boste v cerkvi opazili, ali pa barva, ki jo sedaj imamo v postnem času, je vijoličasta. Tukaj imam vijoličast prtiček. Prinesla sem tudi en del duhovnikovega oblačila. Ta trak, kot en šal, da župnik okrog vratu pri sveti maši in tudi sedaj bo vijoličaste barve, zato ker je postni čas. In tudi cela duhovnikova obleka, cel mašni plašč, vi ga imate narisanega v zvezku,
zdaj boste točno vedeli, s katero barvo ga morate pobarvati. Barva v postnem času, ki nas spominja, da premišljujemo o trpljenju Jezusa in da se hočemo tudi mi kaj poboljšati, ker imamo Jezusa radi, nočemo biti hudobni in nesramni. In ta barva nam pove, poboljšali se bomo, a ne? Vijoličasta barva v postnem času. To so predmeti, ki jih bomo videli tudi v cerkvi, pa vse, kar premišljujemo v tem postnem času, je povezano z takim bolj žalostnimi dogodki. Ni bilo prijetno, da so Jezusu vse to naredili. Ampak zdaj, zakaj pa je Jezus sploh dovolil, da so ga pribili na križ? Tudi zame, tudi zate, za vse ljudi na svetu je on hotel trpeti, da bi nam pokazal, da tudi trpljenje lahko premagamo, tako kot ga je premagal on. No, pesmica, ki nam govori o tem, da je Jezus za nas trpel na križu, pa gre takole. Tudi v zvezku imate besedilo zapisano, pa vam moram povedati, da zdaj aleluja nekaj časa ne bomo peli, kajti aleluja je klic veselja, zdaj smo pa malo žalostni, da se je Jezusu to zgodilo. Pesmica na mesto aleluja bo pa ta. Na križ si šel, Gospod, na križ si šel za nas, umrl si, Gospod, umrl za vse nas. Na križ si šel, Gospod, na križ si šel za nas, umrl si, Gospod, umrl za vse nas. Pa vas vabim, da jo večkrat skupaj z mano zapojete in seveda, da molimo in se v molitvi spomnimo tako na Jezusa, kot na vse nas, da bi tudi mi znali premagovati probleme, težave, stiske, trpljenje. Jezus nam je pokazal, kako to premagujemo. Molitev Oče naš ste prejšnjič imeli pri nalogi, pa verjamem, da ste se jo že precej dobro naučili, tako da vas vabim iz ljubezni do Jezusa, naredite kaj dobrega in večkrat molite. Lepo vas pozdravljam.